Letošnjo sezono mlade alpske smučarke Ilke Štuhec zaznamuje ločitev do reprezentance po vzoru Tine Maze, še zmeraj pa je njena kariera upočasnjena zaradi 2 težkih poškodb. So poškodbe sanirane in kakšen je odnos z reprezentanco oziroma smučarsko zvezo? Posledice poškodbe se še vedno poznajo, sploh ko na primer zamenjamo teren, pridemo na tršo podlago, kakšne nove zadeve, ki jih po poškodbi še nisem počela. Takrat koleno boli, včasih tudi malo teče in potem je pač posledično treba malo prilagoditi število voženj oziroma potek celotnega treninga. Z slovensko reprezentanco funkcioniramo zelo korektno, tako kot smo se pravzaprav dogovorili. Kar se tiče hitrih disciplin, se več ali manj z njimi povezujemo, kajti sami ne moremo pokrivati celih prog, ampak to sodelovanje je res dobro, tako da sem jim zelo hvaležna za to. Ste zadovoljni z delom svoje ekipe? Ja, zelo. Kakšni so načrti za preostanek sezone? Vemo, da boste nastopili na Zlati lisici samo na veleslalomu. Kakšna so pričakovanja torej? Ja, upam, da bom lahko pokazala svoj trenutni maksimum. Vem, da optimalno pripravljena nisem, saj mi manjka veliko treninga in tako na trdi podlagi, kot tudi na splošno, ki je pač ta čas mi je bil odvzet predvsem zaradi druge poškodbe. Ilko sedaj trenira mama, ki zatrjuje, da zna biti tudi neizprosna. Marsikdo mi je rekel, da je nemogoče, ampak jaz sem trmasta. Ilka pa še bolj. Odlično smo se ujeli, zaupa, kar je bistveno, ker če trenerju ne zaupaš, nima z njim kaj delati. Ločimo starševski odnos od trenerskega. V bistvu imamo tudi en tihi dogovor, da če ona več tega ne bi želela ali jaz, lahko naravnost glasno poveva in se bova rešle. S čim lahko mlada smučarka, kot je Ilka Štuhec, navduši starega smučarskega mačka, da se odloči za sodelovanje? Ja, predvsem v prvi vrsti lahko navduši s svojimi uspehi, ki jih je do zdaj dosegla. Mislim, da je edinstven primer v slovenskem smučanju. V mladinski konkurenci je osvojila 3 naslove mladinske svetovne prvakinje in to v 3 različnih disciplinah, kar je nekaj novega v Sloveniji. Predvsem me fascinira pri njej ta zagnanost in pa ljubezen do samega smučarskega športa in ravno zaradi tega sem zelo optimističen za njeno nadaljnjo športno pot, ki pa je v tem trenutku upočasnjena zaradi teh težkih 2 poškodb, ki jih je utrpela. Znano je, da je nekje dolg do Smučarske zveze Slovenije 45.000 evrov. So to zneski, ki še lahko prinesejo, da naberete dovolj denarja od sponzorjev? No, težko je. Tukaj je treba povedati, da je tudi Ilka vložila svoja sredstva, ki jih je nekako do sedaj zaslužila v svoji karieri, kar je zelo zgovoren podatek, koliko si v bistvu želi uspehov in koliko si želi v bistvu tega svojega samostojnega dela. Ni enostavno, težki so časi in konec koncev tudi zelo težko ponudimo neko veliko vidnost tem pokroviteljem. Prav tako smo bili pa nažalost seznanjeni s tem, da moramo povrniti znesek Smučarski zvezi, ki je bil do zdaj pač porabljen, bi rekel, na Ilkini športni poti s strani Smučarske zveze Slovenije. Menim, da tukaj bi bilo potrebno nekoliko drugače gledati na toliko izjemno tekmovalko, kot je Ilka Štuhec.